Next. Se zima pa je strevo. Zakaj pa, ne? I če je kamera tle. Sem Sandra Stare, prihajam iz Kranja, stara sem 28 let. Veganka sem od leta 2014, po poklicu sem arhitektka, zelo rada pa pomagam vsem tistim, ki jih zanima zdrav način življenja. Ukvarjam se z različnimi hobiji, kot je na primer tek, hoja v hribe, kolesarjenje in pa kajtanje. Za vegetarijanstvo sem prvič slišala že v osnovni šoli. In v bistvu moram priznati, da sem imela že prej zelo velike pomisleke zaradi mesa, ker kadarkoli sem jedla meso, sem v bistvu hotela, da je opredmeten. Torej, jedla sem vedno samo zrezek, če sem že jedla meso, ali pa mešano meso, da v bistvu nisem prepoznala, kaj je. Tako da nekako sem si celo življenje zatiskala oči. Pol pa v bistvu je tako naneslo, da ker sem se že sama malo želela, pa da bi več zelenjave, smo doma tudi več zelenjave kuhali, ampak še vedno meso sem pa še vedno rada pojedla. Tako da v bistvu nekako tistega preskoka nisem naredila. Tako da v bistvu ta preskok je pa naredil moj mož in v bistvu sem ful srečna, da je to naredil, ker enostavno se zdaj ful boljše počutim in pa končno sem res pač tudi naredila ta korak naprej, da sem šla s svojimi načeli, se pravi, da vse živali enako spoštujem in pa da sem pač etična do vseh, no, tako da v bistvu zdaj živali zaradi mene ne trpijo več. Moj partner je imel velike težave z zdravjem, jedel zelo veliko tablet, kar je mene izredno motilo, zaradi tega, ker sem izgubila sestro, ki je umrla za rakom. In kadarkoli je prišlo do kakršnihkoli tablet, je bilo meni ful težko. In ko sem ga nagovarjala, da bi probal kakšno alternativno medicino ali pa karkoli drugega, je rekel, da bo probal, pa v bistvu potem je prišel kar naenkrat do vedenja o tem, da obstaja sadjejedstvo in da lahko je samo sadje. In ko mi je predstavil to idejo, sem bila ful navdušena. Zaradi tega, ker sem si želela, da proba nekaj novega, da vidi, če mu bo to funkcioniralo, ker sem vedela, da je nekaj naravnega. In ko je rekel, če mu grem v support, sem bila takoj za, ker sem si želela pač, da v bistvu je njegovo zdravje mi je bilo na prvem mestu in sem rekla pač ja, mislim, če on dela nekaj za zdravje, zakaj ne bi še jaz? In v bistvu sva šla skupaj oba v to, njegovi rezultati so bili odlični in sem rekla, absolutno se ti jaz tudi pridružim. V bistvu je bilo tako, eno leto preden sem postala presna veganka, sem se odpovedala mleku. To sem v bistvu naredila iz razloga, ker sem imela prej hude težave z mozolji. In mi je prijatelj rekel, kaj pa če bi ti zmanjšala mlečne izdelke, meni je to ful pomagalo. In meni je bilo šok. Jaz sem v bistvu takrat ugotovila, da sem mlečne izdelke jedla v čisto vsakem obroku. In v bistvu kar naenkrat sem bila tako, ja, želim si že 5 let se ukvarjam s to težavo s kožo, kaj ne naredim in sem bila postavljena pred dejstvo zdaj, ali bom naredila korak naprej, ali pa bom še zmeraj bila nesrečna in pač se ne bom pogledala v ogledalo, vedno bom pač rabila eno masko, preden grem ven iz hiše in tako naprej in potem sem se odločila, ne, bom probala pa bom videla, kako bo. In sem v bistvu eno leto prej že probala brez mlečnih izdelkov. In moram reči, da dejansko so se pokazale takoj izboljšave, ne sicer zdaj take drastične, da bi bila kar takoj brez mozoljev enaken, ampak počasi v bistvu so začeli zgenevati, niso bili več tako pogosti, ampak ko sem pa v bistvu prestopila na presno, se je pa to v bistvu še stopnjevalo. Sem bila pa res, da malo preveč neučakana na začetku, ker sem mislila, da bodo rezultati sploh pri presni prehrani čez noč, to pa seveda se ne more zgoditi, ker sem 23 let jedla pač tako hrano, kot sem jo, se pravi, telo se čisti tudi skozi kožo in so pač rezultati počasi in počasi prihajali. Jaz sem na začetku pogrešala najbolj mleko in mlečne izdelke, ampak v bistvu nekako, ker sem bila že eno leto brez njih, sem se v bistvu že malo odvadila tega, tako da nekako nič drugega nisem pogrešala kot to, da nekaj naredim.
In v bistvu takrat sem jaz začela ustvarjati presne sladice, ki so pa v bistvu bile izključno samo iz sadja, ker nisem želela mešati oreščkov in pa sadja skupaj, tako da sem v bistvu ustvarjala neke čisto popolnoma svoje recepte. In sem imela kar nekaj delavnic tudi v Sloveniji, zdaj skozi zadnje 3 leta. Sicer teh delavnic ne vem, če bo kaj v prihodnje, ker potujeva, če ne drugega pa upam, da napišem enkrat tudi knjigo, no, pa bo ta na voljo. S prehodom na pristno veganstvo se je marsikaj pri meni spremenilo. V bistvu sama sem se začela zavedati, da sem imela zelo veliko strogih prepričanj o sebi. V bistvu zelo veliko sem se začela ukvarjati tudi sama s sabo, ovrgla sem marsikatera slaba prepričanja, ki niso bila dobra zame. In v bistvu to je en tak širši vidik. Zdaj pač, kar se pa zdravja tiče, je pa bilo meni eno izmed najbolj pomembnih to, da se rešim aken in pa mozoljev, da izgubim rdečico na obrazu, in kar naenkrat sem v bistvu postala veliko bolj samozavestna, tako da mi je v bistvu to izredno pomagalo. Drugače pa prej sem bila v bistvu zelo velikokrat zbolela tudi za anginami, tako kot otrok sem imela zelo veliko angin in tudi če pozneje se mi pojavljale, zdaj pa v bistvu, če zbolim, je to recimo en dan, smrkam, kaj kiham ali pa mogoče dobim vročino, ampak tako naslednji dan se že poberem in je že vse super. Tako da v bistvu tudi če pač dobim, če se to zgodi, se zelo hitro mine. Potem pa spremenila se mi je zelo tudi postava, na kar sem zelo ponosna in res vesela. V bistvu je tako, da sem izgubila, zdaj če zračunam, 15 kg, ne čez noč, ampak je šlo počasi, no, tako da v bistvu zdaj vzdržujem svojo telesno težo. Zdaj, če bi želela se več ukvarjati s fitnessom in s tem bi predvidevam tudi dobila na kilaži in bi imela še bolj izklesano telo, ampak enostavno trenutno je moj fokus drugje, tako da ko bom pa si spet želela, pa vem, da se lahko vrnem še na ta pot. Jaz si želim pomagati različnim ljudem, ne samo tistim, ki si želijo iti na 100% sadjejedstvo oziroma presnojedstvo, ampak tudi tistim, ki si želijo samo malenkost mogoče izboljšati svoje zdravje, se pravi mogoče dvigati svojo energijo. Jaz pač pravim, da ni vse 100% ali pa nič, ne. V bistvu že z majhnimi koraki lahko naredimo zelo veliko. Tako da v bistvu jaz pomagam tistim, ki želijo si narediti majhen korak, tistim, ki si želijo iti na 100% presnojedstvo, pa tudi tistim, ki so že presnojedci, pa imajo vprašanja, v bistvu nekako so prišli mogoče do ene točke, ki jim stvari ne špilajo ali pa mogoče so padali v kakšne stare vzorce, tako da pač jim pomagam te stvari prebrodati. Sama sem pa v bistvu tudi taka, da si vedno želim človeka zelo dobro spoznati, da vidim, kakšna so njegova načela, da vidim, za čim stoji, kaj si želi in v bistvu predvsem, zakaj si to želi početi, zakaj si želi narediti spremembo. Ker meni se zdi, da je zelo pomembno to, da v življenju veš, zakaj, da v bistvu imaš nek motiv, da te ta stvar vleče naprej tudi takrat, ko ti mogoče imaš slab trenutek in pač da te potegne ven, da pač imaš en vzpon potem spet. S partnerjem Mihom imava spletno stran fruitjourney.com, na kateri imava tudi blog, kjer sva pisala sedaj tudi iz tujine. V tujini, kjer sva potovala, sva se srečevala z različnim sadjem, spet so bile popolnoma novi načini, kako kupovati sadje, kje ga kupovati, tako da v bistvu, čeprav sva že 5 let presnojedstva, sva se v bistvu srečevala s popolnoma novimi težavami in izzivi, in v bistvu o tem veliko piševa na blogu. Spodbujava tudi druge, da mogoče poskusijo iti pa narediti kakšen sadni obrok, tako da zelo priporočam ogled za kakršnekoli informacije ali zato, ker vas to zanima, ali mogoče tudi zato, ker vas zanima, kako potovati na tak način, ali pa na splošno samo, kako to vse skupaj izgleda. Jaz si želim povedati najbolj to, da sadje ne redi. Sama sem namreč, ko sem šla na presno prehrano, mislila, da sadje redi, da v bistvu sem zaradi tega na začetku pri prehodu jedla bolj kot ne samo zelenjavo, tako velike solate in zraven objokovala, ker je Miha jedel sadje.
Na eni točki sem se pa odločila, da ne, da v bistvu bom probala slediti sebi, svojemu telesu, če mi pa še jesti sadje, bom jedla sadje. In s to prelomnico se je zgodilo to, da sem od takrat naprej začela magično izgubljati svoje kile in sem izgubila 10 kil, tako da sem zdaj na svoji želeni teži. Tako da v resnici sadje ne redi, definitivno pa redijo presežki. Tudi če pojeste ful preveč sadja, bo spet redil, ampak pač narediti je treba nek balans v življenju in pač jejte tisto, kar vam paše, in če vam paše jesti sadje, ga jejte. Bolj je pa čudno nastopila moja sestra, ker sem ji v bistvu predstavila veganstvo, predvsem zaradi tega, ker je v bistvu po moje se počutila malo ogroženo. To si je nekako želela, ker ima tudi sama ekstremno rada živali, ampak ni vedela, kako ne narediti ta korak, ker je bila pa zagrižena fitneserka in je mislila, da pač na fitness prehrani to ne bo uspela. Zdaj pa dejansko naj jo je letos razveselila, ko sva s partnerjem potovala po Tajski, naj jo poklicala in je rekla, da ima noro novico za naju in je povedala, da je postala veganka, tako da zdaj v bistvu je že pol leta veganka. In kar sem se iz tega naučila je, da ne smeš na nikogar pritiskati, da je v bistvu najlepše, da si mu zgled, da vidi, da stvari delujejo, da si super še vedno, da sem še vedno športna, tako kot sem bila prej oziroma še bolj. Tako da je videla, da se stvari da tudi na tej prehrani.